Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro. Dober dan, dragi poslušalci, dobrodošli v oddaji Karitas, kjer bomo danes po nekaj časa spomnili na dobrodelno akcijo za srce Afrike, letos že 20. In kdo drug je boljši naslov, da pove kaj o tem, kot sodelavka slovenske Karitas Jana Lampe. Jana, dobrodošla. Hvala, dober dan. Ja, 20. leto, tvoje srce zdaj že koliko let bije tudi za revne v Afriki? Ja, moje srce kakšne 3 leta manj, 17 let spremljam akcijo, ampak sem vesela res, da imamo letos to lepo okroglo obletnico, ki je res prinesla veliko upanja, veselja in pomoči najrevnejšim otrokom in družinam v srcu Afrike, seveda skupaj z našimi misionarji, misionarkami, ki res srčno opravljajo svoje delo, tako da ta akcija res pomaga ljudem, da pridejo do tistih osnovnih pogojev za življenje. Se še vedno več kot tretjina ljudi v Afriki nima dostopa do pitne vode, številni otroci nimajo možnosti hoditi v šolo in vsi vemo, da brez izobrazbe ni boljše prihodnosti, tudi primanjkuje bolnišnic, porodnišnic. Pomoč otrokom je zelo pomembna v Afriki, ker je veliko malarije in podhranjenosti. Tudi zgraditi te zgradbe, dodatne kapacitete je res velika potreba in sem res zelo vesela in hvaležna, da smo v teh 20 letih s pomočjo številnih res dobrosrčnih Slovencev, ki podpirate akcijo za srce Afrike na slovenski Karitas, lahko zgradili, obnovili 13 šol, 2 vrtca, 6 zdravstvenih centrov, 7 porodnišnic, 2 internata, 64 večjih vodnjakov. In to so območja, kjer živi več kot 300,000 ljudi in ta pomoč res trajno pomaga ljudem pač bolje preživeti. No, kar pa je neprecenljivo, je pa to, da smo tudi s hrano pomagali na tisoče podhranjenih otrok, da so lahko preživeli in da se lahko tudi razvijajo. Velika vrednost vseh teh naših projektov je tudi to, da so bili domačini vedno vključeni dela. Na stotine, lahko rečem tudi na tisoče družin je prišlo na podeželju Afrike pač do dela in do zaslužka, dobili so tudi neka znanja in tudi na te zgradbe danes drugače gledajo, jih vzdržujejo, so ponosni, tako da tudi večkrat pravijo misionarke, da tudi zaradi teh gradenj veliko družin ni bilo lačnih, kjer so zaslužili. Seveda, ko si pa na terenu, si pa najbolj vesel, ko vidiš res, da vse te zgradbe delujejo, da otroci v šolah učijo, ko ti povejo ali ravnatelji šol, ali učitelji, ali misionarji, da imajo otroci boljši učni uspeh, ker je več učilnic, da se lažje učijo, ker imajo šolsko malico, ker je to mogoče za mnoge, nažalost, edini obrok v dnevu in tudi vidiš, da imajo srednješolci že kakšno misel, kaj bi radi postali v prihodnosti, da bi prišli do poklica, ker v Afriki je teh priložnosti zelo malo, ker večinoma se ukvarjajo s poljedelstvom, treba pa jim je pomagati do teh znanj. Pa tudi vidiš, kako so ženske vesele, ker rojevajo v dobrih pogojih, v porodnišnici, pa tudi v zdravstveni centri. Velikokrat sem se pogovarjala s kakšnimi bolniki, z materami, so rekli, da so prišle kar zelo oddaleč, ker vejo, da tukaj na misijonskih bolnišnicah bojo lepo sprejete, dobro oskrbovane in vsi dobijo pomoč, tudi če so najrevnejši. Tako da smo res veseli, da ima ta naša 20-letna pomoč v srcu Afrike res take konkretne, pozitivne, daljnoročne učinke za najrevnejše ljudi in oni so zelo hvaležni za to pomoč. To pa vedno čutim. Težko izraziti vse, kar čutiš, ko si na terenu in se res zahvaljujejo vsem ljudem v Sloveniji, ki darujete, ki pomagate, čeprav ste daleč proč ali v srcu blizu in to ljudem res daje ogromno upanja tudi za njihovo prihodnost. In načrtov, planov gradnje pa tudi potreb je zagotovo vedno dovolj. Jana, tako na kratko, katere so tiste ključne v teh trenutkih oziroma v tem obdobju? Ja, res je, prošenj smo tudi v tem letu dobili ogromno za pomoč. Seveda nadaljujemo s podporo podhranjenim v Centralnoafriški republiki, šolska malica na Madagaskarju, podhranjeni v Burundiju. Večji projekt je pa izgradnja vrtca v kraju Mhvazi v Burundiju. Potem bomo tudi v Keniji zgradili pri 2 šolah dodatne učilnice. Potem bomo pomagali tudi v Južnem Sudanu zgraditi še en dodaten
dodaten vodnjak za vas. To smo tudi že zgradili skupaj z Radiem Ognjišče, ko smo bili z Juretom pa z Izidorjem na terenu in res ogromno pomeni tem ljudem, ki živijo zelo daleč in hodijo kilometre peš po vodo, da imajo zdaj vodnjak v svojem kraju. Tako, to je pač nekaj od načrtov, jih je še več. No, letos imamo pa eno novost, tudi malo ob obletnici in tudi ta ideja je zrasla prav na Madagaskarju. In sicer poleg akcije Kupim kozo bomo imeli za kmete, ki jih je konec koncev v Afriki največ, saj se 90% ljudi ukvarja s kmetijstvom, tudi akcijo Kupim motiko in semena. Da bo tak skupaj s kozami en celokupen kmetijski program, ker sem začutila na terenu, da res veliko družin niti za motiko nima. Tako da in raznolika semena kot korenje, zelje, pesa, da je to v bistvu hranljiva prehrana, da res pomagamo družinam, da otroci ne bi bili podhranjeni. Tako da tudi vabimo k tej novi akciji ob tej 20. obletnici akcije za srce Afrike, ker vse te druge akcije so v bistvu zrasle iz nje. In ko si že omenila misijonsko deželo, Jana, v nadaljevanju slišimo nekaj izjav misionarjev, ki so res srčni ljudje in ti si bolj v stiku z njimi, ko greš na obiske, na teren. Morda res na kratko, preden njim damo besedo, kako jih vidiš ti cveteti v misijonih? Ja, zame so oni res svetniki na zemlji. Res občudujem njihovo delo, ko že desetletja delajo v takih težkih razmerah za te najbolj uboge. Res vsem srcem od jutra do večera vse dobro premislijo naprej, daljnoročno načrtujejo, recimo, kako bo tudi pomoč tekla, ko mogoče njih ne bo več, in res nekim velikim srcem in globoko vero za najrevnejši, ker če ne bi imel tukaj človek tudi take vere, se mi zdi, da v takih težkih razmerah, brez cest, v blatu, v vojnah, konfliktih, človek enostavno ne bi mogel zdržati. Tako da sem res hvaležna za vse te naše misionarje, tudi osebno, da jih imam možnost spoznati, pa da lahko skupaj z njimi sodelujemo in jim pomagamo. Pa naj v nadaljevanju oddaje spregovorijo tudi oni. Jana Lampe, tebi pa zaenkrat najlepša hvala, pa vse dobro. Hvala, Maja. Velik hvala res vsem dobrotnikom, ki darujete. Se pa sliši prav iz misijonskih dežel, ki smo jih že omenili v oddaji z Jano, kjer se še kako dobro uporabi vsak evro zbran v akcijah za srce Afrike. In zahvala prihaja tudi iz Ruande, iz tamkajšnjega misijona, kjer že 40 let deluje sestra Anka Burger. Zadnjih 8 let sem v skupnosti v Musangu in odkar sem tukaj, nam je Karitas veliko pomagal. Zgradili smo hospitalizacijo, zdaj lahko lepo oskrbujemo bolnike, ker so bili prej v nemogočih pogojih. Res smo zelo hvaležni za vse, kar so nam pomagali in se še naprej lepo priporočamo za pomoč. Hvala vsem darovalcem, ki darujete za ta sklad za srce Afrike, in tudi v drugih skupnostih se je zgradilo veliko stvari in se je pomagalo ljudem. Tukaj imamo tudi družine, z katerim pomagamo, prihajajo delati tukaj pri nas v skupnost ali pa v zdravstveni center. Tako si sami zaslužijo za osnovne potrebe, predvsem za plačilo socialnega zavarovanja, da plačajo šolnino za njihove otroke. In tako so hvaležni in je to lepo, ker si sami zaslužijo. Seveda je treba tudi za osnovne življenjske pogoje, kot za osnovno hrano ali pa obleko. No, in si lahko iz te pomoči plačajo stvari. Res iskrena hvala vsem darovalcem. Naj Bog povrne vse, kar darujete. Karitas. Z vašo pomočjo za lepši svet. Mlada družina iz okolice Idrije z 2 majhnima otrokoma se sooča z večjo stisko zaradi požara, ki jim je povzročil veliko materialno škodo. V požaru so namreč zgoreli in bili uničeni številni stroji, s katerimi je oče opravljal mehanična dela. Poslopje ni bilo zavarovano. Trenutno živijo v 2 prostorih in se soočajo s stanovanjsko stisko. Že dlje časa si gradijo nov dom, ki bi ga želeli čim prej dokončati.
Zato vas tamkajšnja župnijska Karitas prosi za pomoč pri nakupu gradbenega materiala za dokončanje hiše oziroma najnujnejših prostorov. Pomoč lahko nakažete na tekoči račun Slovenske Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, namen zaupanje. Pomagate lahko tudi s poslanim SMS sporočilom z besedo Upanje 5 ali Upanje 10 na telefonsko številko 1919 in prispevate 5 oziroma 10 evrov. Današnja rubrika Karitas na Radiu Ognjišče se počasi izteka. Najlepša hvala za vaš čas in spremljanje. Hvala pa tudi vsem, ki ste prisluhnili zgodbi misijonarke in vsem, ki vas je povedano nagovorilo do te mere, da se tudi morda odločite sami darovati za srce Afrike. Dragi poslušalci, to je bilo vse. Ko se bomo zaslišali prihodnjič, bo že september. Do takrat pa vse dobro želim, Maja Morela. Karitas med nami. Že 30 let. Vsak dober človek iz svojega srca prinaša dobro.